Gal je fant, ki ni poznal božiča. Niti praznovati ga ni smel, saj so bili starši proti. Starši so poznali ta praznik, saj je bil njihov, vendar vseeno so bili proti praznovanju božiča. Nekega dne so Galovi starši morali odpotovati, Gala pa so pustili doma, saj je za njega skrbela teta Betka, ki je živela v sosednji hiši. No, Gal, če me boš potreboval, sem doma, mu je odgovorila teta Betka. Prav, in tako poklical najboljšega prijatelja Marka, naj pride k njemu domov, da se bosta skupaj zabavala. Po zabavi sta si pogledala še eno risanko, nato pa se je stemnilo. Mark, lahko ostaneš pri meni to noč? Ne morem, saj jutri božič in bo praznovanje. Aja, saj res. Mi ga ne praznujemo in ne vem, kako to izgleda. Mark ga vpraša, a potem ti božiček ne bo prinesel darila? Žal ne, mi tega praznika sploh ne praznujemo. Aja, oprosti, sem pozabil, mu odvrne Mak. Lahko pa prideš jutri k nam in boš videl, kako je ta praznik prima. Nato Mark pokliče starše in vpraša, ki pa mu rečejo, seveda lahko. Lahko že nocoj pride k nam prespat. Tako sta Mark in Gal spakirala stvari in se napotila k Marku domov. Gal je bil tako vesel, a hkrati vznemirjen, saj ni poznal božiča, niti ni vedel, kako se ga praznuje, še manj, da bo dobil darilo pod smrečico. Od navdušenja sta tako hitro zaspala, da se je Gal zbudil prvi in hotel je že pogledati, kaj ga čaka pod smreko. Nato ga zaustavi Markov glas. No, pridi. Tukaj imamo smreko. Pridi pogledat. Ko sta zagledala smreko, vsaj Gal jo je videl prvič, je kar osupel nad njo. Saj so jo krasile okraske, barvne lučke, ki so utripale in od vsega so bila najboljša darila. Tako je Gal iskal svoje darilo in ga tudi našel. Dobil je točno to, kar si je vedno želel. Avtomobil na daljinca. Ves vesel ga je ogledoval, nato vpraša Marka.
Kje imaš pa ti svoje darilo? Ja, jaz sem ga že odprl. Dobil sem enega kot ti, čeprav se je zlagal. To darilo bi moralo biti od Marka. Ker pa je vedel, da bi bil Gal žalosten, mu je zato odstopil svoje darilo. Ja, kdaj si ga pa ti odprl? Ga je Gal spravil v zadrego s tem vprašanjem. Ko si ti še spal? Aha, in sta se začela že pogovarjati o avtomobilu. Otroka pokliče mama iz kuhinje, pridita na zajtrk. Na mizi je bilo polno dobrot in Gal je sam obstal in občudoval to hrano. Zelo dobro in okusno imate. Saj ti imaš isto doma, se je oglasila Markova mama. Ja, mi imamo ogromno hrane, saj moja dva bolj varčujeta z njo in mi redko kaj kupita, čeprav zaslužita ogromno denarja. In tako so po zajtrku odšli še v Božičkovo deželo, kjer so se peljali z vlakom. Sledile so še razne igre in prijetno druženje z Božičkom. No, tako imamo pri nas doma, reče Mark. Ko je Božič, tako nekako je videti. Wow! Super, sem se imel. Danes večer prideta moja starša in res hvala za vse, tudi za darila. Prosil jih bom, če lahko tudi mi praznujemo Božič. To je bil moj prvi nepozabni Božič, je vse to razlagal Gal svojim staršem. Starša sta se nasmehnila in rekla: Misliš, da sva pozabila nate? Ne, tukaj sva ti prinesla darilo. Wow, zelo lepo, samo ga ne bom odprl. Podaril ga bom Marku, ker sem lahko ostal pri njemu in občutil ta prekrasni Božič.